Z globoko zaskrbljenostjo spremljamo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Dobili pa smo veliko vprašanj in v javnosti so odmevali predvsem delčki skupnega glasu slovenske politike, ki so strnjeni v 4 sklepe Odbora za zunanjo politiko. 4 sklepi in ne eden in tudi nanizani niso po pomembnosti. V medijih je bilo zaslediti predvsem debato o enem sklepu, o prvem sklepu. In tako ljudje dejansko niso dobili popolne slike, široke slike, ampak izkrivljeno in delno sliko. Slika je seveda veliko širša. Naša osnovna zaveza je umiritev razmer, obsodba nasilnih dejanj Hamasa in izraelske države, nedopustnost odrekanja vode, zdravil, hrane, elektrike Palestincem v Gazi, ki so ujeti v ogenj maščevanja. Še enkrat, za humanitarno katastrofo, ki se dogaja v Gazi, ni nobenega opravičila. V Gibanju Svobode izražamo globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in spopadov na Bližnjem vzhodu, ki onemogočajo kakršnokoli stabilnost, mir in varnost v najbližji soseščini Evropske unije. Seveda najostreje obsojamo napad, ki ga je radikalna oborožena skupina Hamas sprožila proti državi Izrael. Terorizem in nasilje nad nedolžnim civilisti sta nesprejemljiva in nedopustna. Zanju pa ni in ne more biti nobenega opravičila. Obsojamo vsak napad na civilne tarče in obžalujemo, da je prišlo do žrtev tudi med civilisti. Obenem pa izražamo solidarnost in sočustvujemo s prebivalstvom, ki ga to nasilje ogroža. Kot odziv na omenjeni napad ima država Izrael seveda pravico do samoobrambe in zaščite svojih državljanov v skladu z mednarodnim pravom in ustanovno listino OZN. Obenem pa državo Izrael pozivamo, da se odzove sorazmerno, saj palestinsko civilno prebivalstvo ne more nositi posledic zaradi dejanj skupine terorističnih ekstremistov. Tako od izraelske kot palestinske strani pričakujemo proaktivna in pozitivne korake k vzpostavitvi pogojev za ponovni zagon in nadaljevanje mirovnih pogajanj. Od vseh ostalih akterjev mednarodne skupnosti, še posebej svetovnih velesil, OZN in EU, pa pričakujemo bolj ambiciozen, odgovoren in usklajen pristop, ki bo v konstruktivno podporo mirovnemu procesu, ki bi pripeljal do mirnega sožitja obeh narodov in rešitve v obliki 2 držav. Koncept 2 držav je tudi edini, ki uživa konsenz v mednarodni skupnosti. Mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu je namreč možno doseči le s političnim dialogom, ki temelji na spoštovanju temeljnih demokratičnih vrednot in mednarodnega prava, vključno z upoštevanjem zavez iz številnih resolucij Generalne skupščine in Varnostnega sveta Združenih narodov. Zaskrbljeni smo zaradi slabšanja humanitarnih razmer na območju Gaze, zaprtje prehodov, ustavitev humanitarne in razvojne pomoči ter omejevanje dostopa do vode, hrane, zdravil, elektrike in osnovnih življenjskih potrebščin je za nas popolnoma nesprejemljivo, saj bo to še dodatno poslabšalo razmere in povzročilo hudo humanitarno katastrofo. Zato se zavzemamo za vzpostavitev humanitarnih koridorjev ter zagotovitev neoviranega dostopa nujne humanitarne in človekoljubne pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Pri tem pa od vseh pletenih pričakujemo, da delujejo v skladu z določbami mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic. Dodatno destabilizacija razmer na Bližnjem vzhodu bi lahko vodila
v dolgo in uničujočo vojno, lahko pa se razširi in eskalira tudi na drugih konfliktnih žariščih. Zato vpletene strani ponovno pozivamo k takojšnjem prenehanju spopadov in k vzpostavitvi premirja ter k zaščiti civilistov in izpustitvi talcev, saj po nepotrebnem trpijo nedolžni ljudje na obeh straneh.